Gospod Peče, v bistvu zanima me, s kom je pripravljena Lipa iti v morebitno koalicijo po parlamentarnih volitvah? Naš cilj in naše vrednote so drugačne od vrednot predsednika vlade Janeza Janše. Po naši oceni ne zdravje, ne izobraževanje ne sme biti podvrženo debelini denarnice. V Sloveniji prebivamo ljudje in naloga politikov bi bila, oziroma bi morala biti, da smo vsi enaki in da imamo enako dostopnost do izobraževanja, do zdravja, ne nazadnje tudi do upravičeno višjih pokojnin, kakor tudi do plač. Iz tega naslova napovedujem, da v nobenem primeru ne bomo podpirali politike tako imenovane desnice, ki uveljavlja le svoje načela materializma za svoje individualne prijatelje. Torej ste se pripravljeni pridružiti predvsem tej levo-sredinski koaliciji, ki jo je podprl med tednom tako župan Janković kot gospod nekdanji predsednik Milan Kučan, ki sta vas tudi zdajle prišla sem pozdrav. Jaz mislim, da se bojo oni pridružili nam. Torej, kakšen rezultat napoveduje Lipa? V interesu naše države, v interesu vseh krajev v naši državi je, da izvoli čim več poslancev na listi stranke Lipa. Dejstvo je, da smo odločni, da imamo načela, da smo pogumni in to, kar smo že ničkolikokrat dokazali, da smo hiperaktivni. Obstoječ deficit hiperaktivnosti in pa dela poslancev se je izkazal kot negativen in iz tega naslova jaz upravičeno pričakujem izjemno dober volilni rezultat. Številka? Torej minimalno 8 poslancev iz vsake volilne enote po enega. Okay. Hvala. Gospod Peče, glede na javnomnenjske raziskave, ali pripravljate v vaši predvolilni kampanji kakšen boom še, da bi v tem dnevu in pol še kakšnega privabili? Javnomnenjske raziskave so bolj ali manj posledica plačanih marketinških aktivnosti, ki se jih v stranki Lipa zaradi objektivnega razloga, torej majhne količine finančnih sredstev nismo posluževali. Ampak kot rečeno, jaz verjamem, da je vsako dobro delo, vsako kvalitetno delo nagrajeno in če kaj, potem se z gotovostjo lahko rečem, z vsebino dela, kot smo jo prikazali v zadnjih 4 letih, bomo nadaljevali tudi v prihodnje. In to je dobro za našo državo. Kateri resori pa zanimajo Lipo, eventualno, če bi bila pač v koaliciji? No, jaz verjamem, da se Sloveniji obeta čudovita priložnost, da bi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve prevzela kolegica Barbara Žgajner-Tavš, ki se je v preteklih 4 letih izkazala kot izjemno kvalitetna ženska na tem področju, ženska, ki pozna materijo in ženska, ki ima tisto energijo in pa vizijo, da bi lahko pripeljala do tiste poštene socialne pravičnosti v naši državi. Kaj pa vas, kjero mesto vas zanima, eventualno? Sašo Peče bo ostal v parlamentu. Gospod Peče, kakšen boj pa napovedujete, recimo, da bo v koaliciji tudi Desus, ki se prav tako želi ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v boj trd? No, kolikor jaz poznam gospoda Karla Erjavca, še ni dosegel svojega življenjskega cilja, torej vsako pokojanje, če nima svojega oklepnika 8x8 in on bo po vsej verjetnosti za to svojo strategijo nadaljeval tudi v prihodnje.